Lepo pozdravljeni. Občinski svet občine Krško je na redni seji med drugim potrdil osnutek stanovanjskega programa občine v obdobju med letoma 2020 in 2025. Občina ima v lasti 51 stanovanj, od tega je 40 stanovanj neprofitnih in 11 kadrovskih. Med prioritetami in cilji stanovanjske politike je predvsem trajna zagotovitev najmanj 40 neprofitnih in službenih stanovanjskih enot za oddajo v najem ter zagotovitev najmanj 20 dodatnih stanovanjskih enot za oskrbovana stanovanja. Občina Krško svojo stanovanjsko politiko sprovaja preko družbe Rudar Senovo, katerega 99% lastnica je. V lasti ima 51 stanovanj, od tega je 40 stanovanj neprofitnih in 11 kadrovskih, in sicer v Krškem, na Raki, Senovem, Reštanju, Velikem Trnu, v Podbočju, Leskovcu pri Krškem in Brežicah. Povprečno med 40 in 50 stanovanj oziroma prosilcev je vedno na teh razpisih, na voljo letno nekje 6-7 stanovanj. Tako da vedno ostaja nekje med 40 in 50 prosilcev v čakalni vrsti. Se pravi, logika je, da bo potrebno nekaj pojačati gradnjo tovrstnih stanovanj. V občini Krško je sicer okoli 10 tisoč stanovanjskih enot, od tega jih je velika večina v zasebni lasti. In tisto, kar je v lasti občine oziroma njenih povezanih družb, je relativno majhno število, dodaja krški župan. Je pa res, da se gradijo tudi stanovanja, kot so recimo varovana stanovanja, namreč ravno v tem trenutku se gradi objekt z 29 stanovanji, od česar bo 14 v lasti občine, 15 pa v lasti stanovanjskega sklada. Plus tega družba Rudar gradi nekaj stanovanj v vrstnih hišah pri bivšem samskem domu Pionirja in še bi lahko našli kakšen primer. Prioritete in cilji stanovanjske politike občine so predvsem trajna zagotovitev najmanj 40 neprofitnih in službenih stanovanjskih enot za oddajo v najem, pridobitev najmanj 15 dodatnih stanovanjskih enot za oddajo v najem med letoma 2020 in 2025 ter v vsakem nadaljnjem 5-letnem obdobju, izvedba javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem vsaka 3 leta in zagotovitev čim večje zasedenosti razpoložljivih stanovanjskih enot. Svetnik Dušan Dornik meni, da je stanovanjska strategija pomembna, a premalo agresivna, vsaj kar se tiče mladih družin in mladih. Tako je na področju Krškega, kar že ves čas opozarjamo, da praktično stanovanja premanjkujejo, seveda, ker je ponudbe malo, predvsem kar se tiče najema, so cene tudi višje. Zato jaz mislim, da je strategija malo gre v napačno smer. Mislim, da bi občina mogla tukaj veliko več prispevati v nova stanovanja, da se dajo mladim v najem, kajti na drugi strani imamo pa odtok mladih možganov v druga mesta. Občinskim prostorskim načrtom smo ugotavljali, da je parcel, ki so namenjene za gradnjo, zelo veliko. Imamo skoraj 6 tisoč parcel za gradnjo, se pravi individualno gradnjo. Je pa res, da je prevladujoči tip reševanja stanovanjske problematike individualna hiša. Večina naših prebivalcev si želi rešiti svoj stanovanjski problem s stanovanjskimi hišami. V manjšem delu, cirka 4 do 5% ljudi, pa si želi ta problem rešiti z najemom. Namreč te podatke smo dobili pa z anketo, ki smo jo izvedli v fazi priprave tega stanovanjskega programa. Na osnutek dokumenta lahko svetniki in zainteresirana javnost podajo pripombe in predloge v roku 14 dni. Slovenija je prejšnji teden zagnala vse rezervne kapacitete za potrebe nemškega elektroenergetskega trga. Nemčija je bila namreč tik pred tem, da začne izklapljati uporabnike. Težave v Nemčiji so izhajale predvsem zaradi izpada predvidene proizvodnje iz vetra in prevelike odvisnosti od vetra. Po drugi strani pa je bila poraba električne energije pri visokih temperaturah izrazito visoka. Zato smo prejšnji teden ponedeljek obratovali z vsemi kapacitetami, torek z 100 MW in pa še ta ponedeljek za 100 MW za Nemčijo, kar je seveda 10% slovenske proizvodne oziroma do 30% slovenske možne proizvodne. Gre za velike kapacitete, kar kaže na to, da so bile potrebe izredno visoke. Cene so porasle do preko 1000 evrov. Če rečemo, da so normalne cene 50 evrov na megavatno uro, so porasle preko 1000 evrov v določenih urnih blokih, kar pomeni, da je pravzaprav šlo za zelo blizu možnega razpada nemškega energetskega sistema.
V Sloveniji imamo rezerve za pol nuklearke, kar je 350 MW, in v tistem času, ko smo pomagali Nemčiji, nismo imeli svoje rezerve, pojasnjuje Novšak. Zato seveda si želimo, da so energetske politike Evrope take, da si vsak zagotavlja te rezerve tako, da ne bo potrebe po pomoči, ker s tem se pravzaprav zmanjšuje zanesljivost delovanja celotnega energetskega sistema. V Združenih državah Amerike, natančneje v Kaliforniji, so ravno z energetsko politiko s prevelikim deležem nepredvidljivih obnovljivih virov zapostavili rezerve, zato se v tem času soočajo z redukcijami električne energije, še dodaja Novšak. V Sloveniji imamo torej rezerve za pol nuklearke, kar je 350 MW. Kaj to pomeni v praksi, pa so nam pojasnili na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru. Kot je bilo omenjeno, gre dejansko za trenutno moč teh 350 MW, ki je dejansko Slovenija nekako ponudila drugim državam, mislim, da Nemčije, za zagotavljanje rezerve. Gre približno, če tako čez prst ocenimo, približno za 40 000 gospodinjstev. To je nekako, če si lahko predstavljamo, nekje za 3 do 4 občin Krškega. Če nekako rečemo, da ima občina Krško približno 9 000 gospodinjstev. Z drugimi besedami bi lahko omenili tudi to, da ne gre za polnjenje približno 7 000 električnih vozil, seveda z hitrimi polnilnicami. O tem se seveda pogovarjamo tisto trenutno polnjene v danem časovnem trenutku. Slovenija ima inštaliranih kapacitet proizvodnje električne energije za 3500 megavatov. To pomeni dejansko teh 350 megavatov 10% inštalirane moči. Seveda je pa ta rezerva nujno potrebna za zagotavljanje vzdrževanja celotnega elektroenergetskega sistema Slovenije in to je tudi zakonsko uvedeno z terciarno regulacijo frekvence. Z drugimi besedami lahko rečemo, če tako mogoče plastično povemo, v bistvu za te vetrne elektrarne lahko rečemo, da je to kot recimo za jadrnice in ker vemo, ko jadramo, dejansko, ko je vetra dovolj, smo seveda vsi skiperji zadovoljni, ko pa vetra primanjkuje, pa vsekakor treba vključiti te rezervne motorje na jadrnicah. No, enako je tudi pri tej rezervi, ki jo nekako Slovenija zagotavlja, teh 350 MW. Ko je nimamo, je potrebno vključiti ravno to, da lahko zagotavljamo ta vir energije. In kje smo s projektom drugega bloka krške nuklearke? Trenutno poteka postopek pridobivanja energetskega dovoljenja, drugi korak pa so postopki umeščanja v prostor. Kot poudarjajo na Gen energiji, bodo potrebe po električni energiji ob predvideni elektrifikaciji mobilnosti ter ogrevanja in hlajenja vztrajno naraščale. Zato potrebujejo čim hitrejšo odločitev za izgradnjo druge enote jedrske elektrarne v Krškem. Z izgradnjo novega bloka želijo začeti najkasneje v letu 2027. V Sloveniji smo podali vlogo za energetsko dovoljenje. Ta se rešuje na Ministrstvu za infrastrukturo, kar je prvi od korakov pridobivanja dovoljenj. Drugi korak so postopki umeščanja v prostor. Če povzamem, najprej sprejetje strategije, kjer bo izražena jasna politična odločitev, da se začne z umeščanjem v prostor. Potem pride pobuda. Seveda pobudo, da začetek umeščanja da ministrstvo pristojno za energetiko in postopke umeščanja v prostor pelje ministrstvo pristojno za okolje in prostor. Potem se začne postopek za pripravo vse potrebne dokumentacije, zlasti dokumentacije o vplivih na okolje, potem presoja družbene sprejemljivosti. In nenazadnje tudi postopek za pripravo investicijske dokumentacije, ki opredeljuje tako vire financiranja, kakor tudi stroške in koristi izgradnje. Mi predvidevamo vrednost za 1200 MW elektrarno z proizvodnjo skoraj 10 TWh, nekje 5 milijard evrov. Financiranje je podobno kot na hidroelektrarnah, je zelo pomembno, da čim več z lastnimi viri. Lastnimi viri so pa seveda prosta amortizacija naših objektov, potem pa tudi seveda dobički naših družb, potem pa seveda za partnerji, ki bi na tem projektu sodelovali, ki že kažejo seveda velik interes za sodelovanje. Ostale vire bi predstavljale mednarodna posojila in pomoč izvoznih bank, ki se po Novšakovih besedah čedalje bolj odločajo za izvozne kredite za izgradnjo jedrskih elektrarn, med njimi je tudi ameriška. V Sevnici so se sestali člani tamkajšnjega občinskega sveta, ki so med drugim obravnavali spremembo cen programov v vrtcih.
V primerjavi s preteklim letom se cene v večini zvišajo, glavni razlog za dvig pa izhajajo iz povišanja stroškov dela. Najvišji delež v strukturi cene programov v vrtcih predstavlja strošek dela in spremembo plač v javnem sektorju prihaja tudi do spremembe cen. V centralnem sevniškem vrtcu Ciciban bo ta višja v vseh oddelkih in sicer od 3,5 do 5,35%. Te cene spreminjamo, jih usklajujemo z nastalimi stroški, hkrati pa se moramo zavedati, da največji delež dviga cene nekako prevzame občinski proračun. Kajti največji delež storitve predšolske vzgoje plača občinski proračun. Sami uporabniki oziroma starši plačujejo praktično od 0 do 40%, občina pa vso razliko. V povprečju nekako 25% plačajo uporabniki in 75% občinski proračun. Pa vendar je pomembno, da se cene tekoče usklajujejo in da so odraz dejanskih stroškov, še dodaja sevniški župan. Odstotek vključenosti otrok v vrtec se vsako leto povečuje, s tem šolskim letom so odprti oddelek več. Da bi izpolnili trenutne prostorske potrebe, so nedavno pristopili k izgradnji prizidka vrtca v Sevnici, s katerim bodo pridobili 3 igralnice. Nove cene programov bodo sicer začele veljati s 1. oktobrom. Nekako po novem letu, ko bo dograjen vrtec, imamo projekcijo, nekako oceno, da bodo vsi 3 oddelki tudi v začetku leta 2021 zasedeni. Tako da se delež otrok vsakoletno povečuje. Posavska gospodarska zbornica je nagrado Reichenburg podelila priznanja za najboljše inovacije v regiji za leto 2020. Podelili so po 3 zlata, srebrna in bronasta priznanja ter priznanje za prispevek na področju inovativnosti. 7-članska komisija je prejela 10 prijav na razpis. Predsednik Tomaž Žagar poudarja, da gre za zelo kakovostno pripravljene inovacije. Za inovacije imamo že vsa leta 2 glavna kriterija. En je to, da je inovacija nova, da je nekaj novega, da ni drugega recimo v Sloveniji, še bolj, če je to nekaj novega res v svetu. Drugi kriterij pa je, da ima tudi gospodarski učinek, se pravi, da ustvarja dodatna delovna mesta, večji dosežek na trgu, neko konkurenčno prednost pri prodaji. Letos so ocenjevali po enotnih kriterijih po vsej Sloveniji. Tako da smo vse področne komisije v bistvu uporabljale enake kvantitativne merilnike. Seveda, te glavna cilja sta potem razdeljena na več merilnikov, kazalnikov in te so majčkeno bili prenovljeni. Jaz bi poudaril to, letos je slučajno 200-letnica delovanja Josipa Resla v našem okolju, ko Kostanjevic je na Krki in pa bližnji Mršeči vasi delal prve poizkuse z ladijskim vijakom. In ko sem bral malo njegovo zgodovino, kljub temu, da je bil nosilec večjih patentov, ogromno izumov, je pravzaprav dobil samo 2 javni priznanji, in sicer za stiskalnico za olje in pa stiskalnico za grozdje. Naš namen pa je, da mi inovatorje javno nagradimo. Po besedah predsednika ocenjevalne komisije so letošnje inovacije zastopale različna področja, od energetike, strojnih področij do papirne industrije. Zlata priznanja so prejele 3 družbe, in sicer Ino Brežice, Numip in Radeče Papir Nova. Prijavili smo se z inovacijo optimizacija vgradnje nadstandardne oblike planšet v zaščiten papir. Ta inovacija je nastala na podlagi dotičnega povpraševanja. Mi smo optimizirali proizvodni proces, se pravi inovacija procesno produkta, in na podlagi uspešne vgradnje te optimizacije smo tudi pridobili posel za nadaljnjih 7 let. Med prejemniki srebrnih priznanj sta tudi šolski center Krško Sevnica in družba Kostak. Predstavljam pa inovacijo, nadgradnjo in pa posodobitev solarnega avtomobila, ki je že bil pred časom zelo uspešen na tekmi v Sisku in je že prejel 3 zlata priznanja. Tako da zdaj se je pa zaradi tega, ker je se pojavila potreba, smo pa nadgradili in mehanske sisteme in električne. To je dejansko tudi naša inovacija, ki je bila izpeljana, izvedena in tudi seveda pol nagrajena z srebrnim priznanjem. Naša inovacija predstavlja malokomunalno čistilno napravo s filtrnim medijem, ki je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju razprašene poselitve. Njena nekako inovativnost in posebnost je v tem, da je, se pravi, sam filtrni medij naprave v celoti vgrajen
in v naravno okolje na način, da ohranja, se pravi, primarno funkcijo, je nemoteč, se ga ne zazna, se ga ne vidi, ne povzroča neprijetnih vonjav, je energijsko nekako neodvisen in pa hkrati trajnostno naravnan. Poleg 3 zlatih in srebrnih so podelili še 3 bronasta priznanja in priznanje za prispevek na področju inovativnosti. Na nacionalni nivo ocenjevanja gredo tokrat 3 najvišje ocenjene zlate inovacije, nacionalna priznanja za inovacije pa bodo podeljena na Dnevu inovativnosti 2020, ki bo potekal 30. novembra na Brdu pri Kranju. Z namenom vzpodbujanja mreženja znanja, nadgradnjo kompetenc in vzpodbujanja internacionalizacije ter tako imenovanega coworkinga je občina Krško lani pristopila k rekonstrukciji objekta na naslovu Cesta krških žrtev 44 v Krškem z namenom vzpostavitve podjetniškega inkubatorja. Projekt gradnje je zaključen, predstavili so ga na novinarski konferenci. V novih prostorih podjetniškega inkubatorja Krško bodo na okoli 580 kvadratnih metrih imela možnost zagona posavska start-up podjetja oziroma posamezniki s poslovnimi idejami. Gre za regijski projekt, katerega osnovni namen je povečanje podjetniške dinamike, rast števila novo nastalih podjetij ter izboljšanje poslovnega okolja v regiji. Torej gre za podjetniški inkubator, ki je zgrajen, obnovljen objekt bivšega skladišča Merksa in v bistvu ta objekt, ki je bil na nek način izgubljen, je tudi kazil ta del mesta, smo ga na tak način tudi obnovili. Sicer pa gre za naložbo, ki je vrednosti nekje 558 000 evrov, od tega 385 000 evrov prispevala Evropska unija oziroma Republika Slovenija. S tem smo pridobili en lep objekt, ki mislim, da bo tudi koristen, predvsem za podjetnike v celotnem Posavju. Programe in vsebinske aktivnosti pripravljajo na Centru za podjetništvo in turizem Krško. Z oddajo prostorov bodo začeli z januarjem prihodnje leto. Dejansko je sama investicija naj bi nekako potekala do konca naslednjega leta, vendar smo se odločili, glede na to, kakšna je situacija in glede na stanje epidemije, da mogoče že kakšnemu mlademu podjetniku že predčasno ponudimo te prostore. Sicer ne gre samo za prostore, ampak kompleksen program mentorstva, različnih usposabljanj, kjer se bojo lahko mladi podjetniki vključevali. Seveda nadgrajujemo inkubator tudi z našo poslovno točko Spot, ki jo že vodimo v našem centru. V inkubatorju bodo prostor za obdobje do 5 let dobila novo nastala podjetja, ki na dan oddaje vloge ne bodo starejša od 2 let. Namen inkubatorja je namreč nuditi podporo podjetjem v začetnem obdobju. Poročali smo, da Pošta Slovenije namerava ukiniti dosedanjo poštno poslovalnico na Senovem in jo preoblikovati v pogodbeno pošto. Na tamkajšnji krajevni skupnosti menijo, da bi ta korak za krajane pomenil velik primanjkljaj. Ker niso bili s tem seznanjeni, nameravajo narediti poizvedbo pri Pošti Slovenije, ali so te predvidene namere resnične. Za samo Senovo in predvsem pa za krajane Senovega je ukinitev pošte oziroma preusmeritev pošte v pogodbeno pošto sigurno en primanjkljaj oziroma krajani bodo težje in pa seveda z manjšo mero lahko uporabljali poštne storitve in seveda drugo dejavnost, ki jo pošta izvaja. Že sedaj pravzaprav je omejitev delovnega časa pošte na Senovem pomenila veliko oviro za krajane. Glede na to, da krajevna skupnost Senovo ni bila seznanjena z nobeno informacijo o zaprtju pošte, nameravamo strani krajevne skupnosti Senovo pravzaprav narediti neko poizvedbo pri Pošti Slovenije, ali so te predvidene namere resnične oziroma ali bo na Senovem pošta ukinjena ali bo varianta pogodbene pošte. Pravzaprav Pošta Senovo že sedaj ne izpolnjuje določenih pogojev, ni dostopna za invalide, pa tudi ta deljeni delovni čas, ki sem ga omenila, je bil za krajane Senovega zelo moteč. Sledi pregled športa.
Na stadionu Matije Gubca v Krškem so v sobotnem večeru izpeljali edino letošnjo speedway dirko za državno prvenstvo, ki je prinesla veliko veselje v domači klub. Domačin Matic Ivačič je namreč prvi Krčan po letu 1994 in Gerhardu Geriju Lekšetu, ki je osvojil naslov državnega prvaka. Pot do naslova si je tlakoval brez napake, v rednem delu dirke ni oddal niti točke. Finalno dirko je sicer dobil Italijan Castagna, Ivačič je osvojil drugo mesto, tretji pa je v cilj pripeljal Nik Škorja, član Automoto Touring kluba Ljubljana. Ivačič je bil blizu naslova že v lanski končnici prvenstva, ko je najboljši slovenski spidvejist vseh časov Matej Žagar še prišel do 18. naslova državnega prvaka, letos pa ga v Krškem ni bilo. V razvrstitvi državnega prvenstva je od domačinov Denis Štojs osvojil 4. mesto, Jernej Hriberšek 5., Miran Praznik pa 6. mesto. V nekdanji samostanski cerkvi galerije Božidar Jakac je na ogled razstava Amor Fati Mitje Koniča. Konič se osredotoča na filozofski in intelektualni odnos med človekom, naravo in stvarmi. Mitja Konič je eden izmed pomembnih protagonistov mlajše generacije slovenskih slikarjev. Kot ustvarjalec, živeč v Münchnu, dojema svoje poslanstvo neposredno iz slikarskega rituala in ustvarja onstran političnih delitev, potrošništva, digitalnih medijev ter novodobnih trendov v vizualni umetnosti. Razstava v nekdanji samostanski cerkvi, kjer prevladujejo monumentalna platna, razgalja jedro Koničeve poetike. Bistvo Koničeve poetike izhaja pravzaprav iz imena naslova te razstave, Amor Fati. Namreč sam umetnik pojmuje slikarstvo kot akt umetniškega izražanja, v nekem smislu kot usodo. Torej od začetka miselnega procesa skozi nastajanje slike do tega, ko slika nastopi v konkretnem prostoru. Gre za neko usodno komunikacijo in ta seveda ni vezana samo na umetnika in na platno, pač pa tudi na njegove poglede na svet kot tak in na njegovo dojemanje slikarstva kot takega, ki pa je v marsičem povezano tudi z njegovim študijem. Študiral je v Dresdnu na podiplomskem študiju in tam je njegov mentor, profesor, pravzaprav ga nekako iniciiral v bolj eksperimentalno smer slikarstva, kar pomeni, da on dopušča pri svojem delu, torej da ni vnaprej a priorno nekako idejno ali pa konceptualno usmerjen. Po eni strani ustvarja sproti, po drugi pa ima izjemno izdelano in premišljeno estetiko, ki je tudi rezultat študija v Dresdnu. Torej ima neke omejitve, neke načela, neke principe, in zdaj, če se gibljava tukaj nekako na površju, je gotovo to združevanje abstraktnega in figuralike najbolj očitno v njegovih delih, bodisi da zasledujemo manjša platna, ki so razstavljena tukaj, večja platna, ki so razstavljena v samostanski cerkvi, ali njegove miniature, ki so precej podobne tem večjim platnom. Umetnik razvija svojstveno tipologijo, svojstven slog, ki je po eni strani podrejen nekim analitičnim procesom, po drugi pa v samem tehničnem postopku slikanja združuje različne materiale in išče nove kombinacije. Do, bi rekel, nekih bolj, recimo temu, mističnih tonov v njegovem delu, ker razume svoje slikarstvo in risbo, ki ima zelo pomembno vlogo pri njegovem delu, kot neke vrste alkimijo in celotno slikarstvo dojema kot neke vrste alkimističen proces. Gre za drugo in hkrati zadnjo letošnjo razstavo v nekdanji samostanski cerkvi, kjer običajno pripravljajo projekte za sam prostor. Letos smo po dolgih letih pravzaprav gostili kar dva slikarja, enega za drugim. Prvi je bil umetnik, ki je prišel iz Banja Luke, drugi umetnik prihaja sicer iz Slovenije, ampak že kar 8 let živi v Nemčiji, tako da ustvarja v Münchnu in so tudi ta dela pravzaprav prišla sem zopet iz tujine. Razstava Amor Fati je na ogled do 6. decembra.
Poglejmo še na spletni portal eposavje.com. Spoštovani gledalci, s tem tudi končujemo tokratni Posavski tednik. Hvala za pozornost in nasvidenje prihodnji teden.